Živjo! Danes se bomo dotaknili ene poezije. In ta poezija govori v bistvu na nek način o našem življenju, kako v bistvu rastemo skozi to življenje in kaj se v njem spreminja in kako začnemo mi kot ljudje dojemati stvari in potem delati spremembe. Pesem gre pa nekako takole. Hodim po ulici. Na pločniku je globoka luknja. Padem noter. Izgubljen sem. Brezupen sem. Ni moja krivda. Traja večnost, da najdem izhod. Drugo poglavje. Hodim po isti ulici. Na pločniku je globoka luknja. Pretvarjam se, da je ne vidim. Spet padem noter. Ne morem verjeti, da sem na istem mestu, ampak nisem jaz kriv. Še vedno traja veliko časa, da pridem ven. Tretje poglavje. Hodim po isti ulici. Na pločniku je globoka luknja. Vidim, da je tam. Še vedno padem. To je navada. Moje oči so odprte. Vem, kje sem. Jaz sem kriv. Takoj grem ven. Četrto poglavje. Hodim po isti ulici. Na pločniku je globoka luknja. Obhodim jo. Peto poglavje. Hodim po drugi ulici. In o čem v bistvu govori ta pesem? Govori o tem, kako tudi mi v našem življenju hodimo in dobivamo ovire. Dobivamo ovire v našem življenju, tu so te luknje in padamo noter. In ko si ne priznamo, da smo mi tisti, ki hodimo in stopimo noter, ko govorimo, ni moja krivda, igramo vlogo žrtve. In dokler bomo mi krivili celoten svet okrog sebe, zato kar se nam dogaja, bomo živeli v prvem poglavju. Potem pa gremo počasi v drugo poglavje, ko se začnemo pretvarjati, da pač te ovire ni tam, da to ni naš problem. Se nočemo soočiti s to težavo in spet padamo noter. Ampak si ne priznamo, še vedno govorimo, nisem jaz kriv. In še vedno traja nekaj časa, da pridemo ven. Pridemo hitrej ven. Se pravi, zdaj že poznamo ta teren. Poznamo to oviro. Potem pridemo v tretje poglavje, kjer hodimo spet po isti ulici in vidimo, da je tam ta luknja, ta ovira. In zdaj smo že navajeni. Zdaj naš že ve, saj to je normalno, gremo v luknjo. In to postane navada. Ampak začeli smo odpirati oči. Začeli smo opazovati in se zavedati, da smo mi krivi. Ker zdaj pa to ratala navada, zdaj pa tukaj ni več v redu neki. In v četrtem poglavju vidimo, ker smo v tretjem poglavju odprli oči in opazujemo to luknjo, jo v četrtem poglavju obhodimo. Se pravi, ne potrebujemo več te ovire in spreminjati smo začeli našo navado. In ko začneš spreminjati navado, začneš drugače gledati, spoznavati nove ljudi in v petem poglavju hodiš po drugi ulici, kjer te ovire ni več. In kaj pomeni to v našem življenju? To pomeni, da spoznavate nove ljudi. Ti ljudje vam bodo ogromno možnosti in priložnosti dali. Dali vam bodo na nek način načrt in vam bodo rekli, tukaj imaš načrt in če greš po tem načrtu, lahko prideš do druge ulice. Zdaj pa od vas odvisno. Prvič, a boste zaupali temu človeku,
da vam res želi dobro. Drugič, a boste res verjeli, da je ta načrt pravi, pa recimo, da morate celo nekaj plačati za ta načrt. Dajmo reči, da hodite po ulici in nekdo pride do vas in vam reče, za 500 evrov ti dam načrt in ne boš več hodil po tej luknji, ne bo več, ampak bo čisto druga ulica. Druge stvari bodo tam, druge trgovine bodo tam, druge restauracije, drugi ljudje. Potem začeli verjetno razmišljati, kaj pa če res nekaj več obstaja, kaj pa če obstajajo tudi drugačne možnosti, pa jim jaz ne dam priložnosti, ker krivim vse ostalo in ne sebe. In recimo, da sprejmete to, da vam da nekdo načrt, da plačate in res pridete na drugo ulico. Takrat se vam bo svet začel spreminjati. In ja, to pomeni, da ste sicer na drugi ulici, ampak bodo ovire in luknje na pločnikih drugačne, drugače postavljene, drugačen teren bo. In ko boste rastli, bodo spet določeni ljudje prišli in vam bodo rekli, lahko ti dam načrt. Boš prišel v tretjo ulico in na tak način zrastel. Zdaj tukaj je vprašanje, koliko daleč in kam si želite zrasteti in kaj želite od vašega življenja. In a želite, da boste vedno in skozi samo v prvem poglavju in krivili druge, a si boste zakrivali oči, pa se pretvarjali, da te luknje ni, pa boste v drugem poglavju celo življenje, ampak še vedno si ne boste priznali, ali boste stopili v naslednja poglavja, si priznali, da ste vi krivi, da je vaša navada to, da stopate tja in začeli nekaj spreminjati. In vse, karkoli se vam pač dogaja, je povezano s preteklostjo. Tudi posnetke, ki jih jaz snemam, jaz jih snemam zaradi sebe. In če vam, komorkoli od vas, ki to gledate, lahko na nek način pomagam ali pa odprem oči, recimo, da sem jaz na vaši 3. poglavju, kjer piše moje oči so odprte, ali pa recimo, da sem na vašem 4. poglavju, kjer vam dam načrt in začnete stopati lahko po drugi ulici, potem sem naredil tudi jaz nekaj dobrega za vas. In vprašanje je, ko hodite po vaši poti, kaj je vaše vprašanje na to, zakaj sploh to počnem? Kaj je moje poslanstvo, da to počnem? Kaj želim s tem doseči? Pa ne finančno, ampak kako se bom jaz počutil ob tem, ko bom recimo posnel video, pa vam dal neko informacijo. In ko bom vedel, lej, mogoče bo pa gledal nek fant, neka punca, ki je zdaj mogoče stara 20 let, 15 let, mogoče je zdaj stara 1 leto. In bo ta video obstajal na YouTubeu. In mogoče čez 20 let bo točno ta video rabil nekdo pogledati in mu bo spremenilo življenje. In če gledaš na tak način, da s tem, ko boš nekomu nekaj dobrega dal in boš nazaj tudi dobil, jaz se zavedam, da marsikdo lahko ta posnetek pogleda ali pa ga začne gledati in se lahko posmehuje. Ampak a je važno tista oseba, ki se posmehuje, a mi bo tista oseba nekaj pomenila, a se bom ob tem boljš počutil, ali tista oseba, kateri vem, da sem lahko pomagal. Ampak s tem, ko jaz snemam te posnetke, sem pa predvsem pomagal sebi. Ker vem, kam želim, ker vem, zakaj to počnem in ker vem, v katero smer želim hoditi in da je to del procesa, da se soočim samim sabo. In v tej pesmi ravno to govori, da se soočimo sami sabo. In ko se soočiš samim sabo, ko si priznaš, da si določene napake delal, ko ti določeni ljudje povejo, kje so tvoje napake, včasih jih ne boš slišal. Kdaj pa jih boste slišali? Ko vas bo nekaj čustveno prizadelo.
Poglejte ljudi, ki nehajo iz danes na jutri kaditi. Nekateri imajo v družini kadilce in ti kadilci ali močno zbolijo ali pa umrejo, potem oni kar naenkrat nehajo kaditi. Ker jih je to čustveno toliko prizadelo, ali pa so dobili oni probleme z zdravjem, da so rekli ne. Iz danes na jutri bom odrezal. In ne rabijo nobenega terapeuta, ne rabijo nobenega pogovora, ampak je samo čustvena nota, neko čustveno prepričanje, ki se spremeni in jih ne boste več spremenili. Zaradi tega, ker oni so se zdaj odločili. Oni vejo, kakšen občutek je ob tem, ko ali nekoga zgubijo, ali pa ko sami zbolijo. In takrat se začnejo te spremembe v vašem življenju ali pa življenju kogarkoli. In te oči, se pravi 3. poglavje, te oči se odprejo takrat, ko si priznamo. In takrat, ko nam bo nekdo povedal v tem čustvenem stanju, kaj jih je mogoče motilo na nas, če vzamemo ta primer, je pa spet od nas odvisno. A bomo vzeli ta njihov odziv pa komentar, kot da nam želijo nekaj slabega, ali si bomo res priznali pa gledali z drugačnega zornega kota, kaj pa če res te napake delam, pa jih moram spremeniti. A mi bodo te informacije, ki mi jih je nekdo dal, pa naj si bo to služba, partnerski odnos ali pa poslovni odnos, kakršnikoli odnosi, ko vam nekdo da nek feedback nazaj, neko povratno informacijo, kaj, na kakšen način zaradi te povratne informacije lahko zrastete. In začnete hoditi kasneje tudi po drugi ulici, boljši ulici, lažji ulici. To pomeni, da ne glejte, ko vam nekdo da odziv nazaj, kot na način, da vas nekdo napada, ampak glejte mogoče včasih iz več strani. Ker včasih je tako, da si damo gor neka očala, modre barve in vidimo samo, kar je modro. In zdaj pride neka oseba do nas in nam da odziv in nam začne razlagati, dej še malo očala zameni, dej probi gledati malo z modrimi, pa malo z rdečimi. In mi bomo rekli, ne, modre so prave. Skaj bi z rdečimi gledali? Se lahko začnemo opirati. Ko nas bo pa čustveno nek prizadelo, ko nas bo čustveno se nekaj dotaknilo, bomo pa rekli, no ok, dej tista rdeča očala, da probam, da vidim. Mogoče se bo res kaj spremenilo. Potem vidimo svete drugače, z drugačnega zornega kota in znamo gledati, ker vemo, kako izgleda ta svet s plavimi očali, z modrimi in potem še z rdečimi. Kar naenkrat vidimo drugačne svetove. Potem spet tretja oseba lahko pride in nam reče, dej še z rumenimi poglej. In na tak način rastemo. Na tak način raste tudi ta YouTube kanal. Na tak način rastete vi. In jaz se zavedam, da marsikdo tukaj, ki gleda te posnetke, bo izredno zadovoljen, da mu je nekdo na tak način to razložil. Ker nekdo, ki je zdaj 1 leto star, ali pa 5 let, ali pa 10 let, bo mogoče na njegovi poti čez 10 let, ko bo star 11 let, ali pa 15 let, ali pa 20 let, se bo nekje zataknil, ustavil in bo rekel, ne vem, kam moram naprej. In če bo imel dostop do YouTubea in do takih videoposnetkov, bo lažje prebrodil določene zadeve. In jaz s tem namenom tudi delam, ker želim pomagati, ker jaz se izobražujem že več kot po moje 10 ali pa 15 let. Niti ne vem, kdaj sem začel, mislim, da je že več kot 15 let, ampak ja, jaz sem delati začel tu zaradi sebe. Ne zaradi tega, da bom nek predavatelj, pa motivator, pa da bom coach. Tu sem začel zaradi sebe. In sem nabral ogromno že informacij, pogledal ogromno videoposnetkov, šel na ogromno izobraževanj, zato da sem sebe začel spremenjati. In ko je neka oseba toliko zaprta vase in se začne spremenjati, vi, določeni ljudje, ne vejo, kakšen sem bil jaz pred 20 leti. A kako sem bil mogoče zaprt vase.
Pa kako sem bil star 2 leti, pa sem se muhe bal. To so moje zgodbe. To so zgodbe, ki se vlečejo iz moje preteklosti. In potem začne človek na neki točki spreminjati zadeve. Določene stvari iz preteklosti sprejemati in določene spreminjati. In to je del procesa. In začeti stopati po drugih ulicah. Potem rasteš. Tako da jaz upam, da sem vam kakorkoli razložil to pesem. In vsi smo na tej točki, vsakič smo na kakšnem poglavju, na katerem ste vi trenutno, ne vem. Ker lahko smo na določenih področjih, na različnih. In jaz mislim, da ko se boste začeli zavedati, da ste vi odgovorni za svoje življenje in začeli spreminjati določene stvari, predvsem pa bili aktivni in aktivno začeli spreminjati stvari, takrat se bodo zadeve začele spreminjati. Ko se boste soočili s samim sabo, pa si upali narediti kakšen tak video zase, pa se pogledati, pa reči, ok, tu sem zdaj. Ampak vaša sedanja slika ne pomeni vaše prihodnosti in ne določa vašega življenja, kakšno bo naprej. Ker imate v rokah vsa orodja, da začnete spreminjati svoj svet. In s tem, ko boste začeli spreminjati svoj svet, se vam bodo začeli odpirati poti. Zaupajte vase, zaupajte v to, da kadarkoli se vam bo nekaj ustavilo, se boste ustavili na neki točki, da odprete oči, pa opazite tisto luknjo, ki je na tistem pločniku. Jaz vam želim en lep dan, hvala, da ste si pogledali ta video in se vidimo v naslednjih posnetkih. Lep dan.